ali je Maradona res umiral 12 ur, medtem ko so mu zdravniki obrnili hrbet. Zgodba se začne na začetku novembra leta 2020, ko je bil Maradona star 60 let in se je že dolgo soočal s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno s težavami s srcem ter poškodbami jeter in ledvic. Obremenjen pa je bil tudi s posledicami dolgoletne odvisnosti. 2. novembra je bil sprejet v bolnišnico v La Plati zaradi slabokrvnosti, dehidracije in splošno slabega počutja. Pri čemer je njegov zdravnik takrat dejal, da stanje ni bilo resno, vendar je bilo jasno, da njegovo telo ne deluje več normalno. Naslednji dan so zdravniki v njegovih možganih odkrili krvni strdek in ga 3. novembra nujno operirali. Operacija pa je bila po prvih poročilih uspešna in sprva je delovalo, kot da se je njegovo stanje stabiliziralo. Vendar je kmalu postalo jasno, da je bilo njegovo zdravje bistveno bolj zapleteno, saj so ga morali 6. novembra sedirati zaradi težav, povezanih z odvisnostjo od alkohola. Ključni trenutek je nastopil 12. novembra, ko je bil odpuščen iz bolnišnice, vendar namesto, da bi okrevanje nadaljeval v medicinski ustanovi pod stalnim nadzorom, so ga premestili v hišo v Dik Luhan v okrožju Tigre, kjer naj bi bil v domači oskrbi, kar se je kasneje izkazalo kot ena najbolj spornih odločitev v celotni zgodbi. Na papirju je šlo za organizirano oskrbo, vendar so preiskovalci in medicinski odbor kasneje ugotovili, da domača oskrba ni dosegala ravni, ki bi jo tak pacient potreboval. Tožilstvo pa je razmere na kraju okrevanja opisalo celo kot gledališče groze. V naslednjih dneh se je njegovo zdravje postopoma slabšalo. V telesu se je začela nabirati tekočina, pojavilo se je otekanje, težave z dihanjem in splošna oslabelost. Strokovnjaki pa so kasneje ocenili, da se je ta proces odvijal več dni, po nekaterih pričanjih vsaj 10 dni. Nato je prišla noč na 25. november, ko po ugotovitvah preiskave ni bilo ustreznega nadzora nad njegovim stanjem, medtem ko je njegovo srce postopoma odpovedovalo. Naslednji dan okoli pol dneva ga je negovalka našla nezavestnega in kmalu zatem je bil razglašen za mrtvega. Najbolj natančna razlaga vzroka smrti je bilo nabiranje tekočine v pljučih zaradi oslabelosti srca. Ko so prišli rezultati obdukcije in kasnejša pričanja strokovnjakov, so razkrili širšo sliko, saj je bilo njegovo srce močno povečano in je tehtalo skoraj 500 gramov. V telesu je bilo približno 4,5 litra odvečne tekočine, več organov pa je kazalo znake odtekanja. Strokovnjaki pa so ocenili, da je njegova zadnja agonija trajala približno 12 ur, kar je pomenilo, da smrt ni bila videti kot povsem nenadna. Na tej točki se je vprašanje premaknilo od tega, kako je umrl, k temu, ali bi bilo to mogoče preprečiti. Zato je leta 2021 neodvisna medicinska komisija pregledala primer in ugotovila, da je bila oskrba neustrezna, pomanjkljiva in nepremišljena. Na podlagi teh ugotovitev je bilo obtoženih 7 članov njegove medicinske ekipe, vključno z osebnim zdravnikom in psihiatrinjo. Tožilstvo pa jim je očitalo kazensko odgovornost zaradi domnevno malomarne oziroma neustrezne oskrbe, ki naj bi prispevala k njegovi smrti, pri čemer jim je v primeru obsodilne sodbe grozilo od 8 do 25 let zapora. Obramba je na drugi strani trdila, da je bil Maradona izjemno zahteven pacient, ki je pogosto zavračal zdravljenje in da je bila njegova smrt glede na njegovo stanje neizogibna. Celoten primer se je dodatno zapletel leta 2025, ko se je sojenje sicer začelo 11. marca, vendar se je maja po več obravnavah razveljavilo zaradi nepravilnosti v postopku, povezanih s sodnico Julieto Macintosh, kar je pomenilo, da se je moral proces začeti znova. In prav zato danes govorimo o tem, saj se je 14. aprila letos v Argentini sojenje ponovno začelo. 7 zdravstvenih delavcev je znova stopilo pred sodišče v San Isidru. Sodišče pa naj bi v naslednjih mesecih zaslišalo skoraj 100 prič, medtem ko javnost primer spremlja izjemno pozorno. Saj Maradona ni bil le nogometaš, ampak nacionalni simbol in tako danes vprašanje ni več samo, kaj se je zgodilo 25. novembra leta 2020, ampak ali bi se ta zgodba lahko končala drugače, če bi bile odločitve v tistih ključnih tednih drugačne.